že v službi, da se mi kamor dobi. Kdo pa šofira doma, ko gre se na izlet? Vsak dan prevažam nekaj tisoč potnikov in mi zaupajo. Ko pa vozim svoje domače, imajo ves čas pripombe in se kar naprej pritožujejo. Pazi, a nisi videla? In največjo varnostno razdaljo. Vaše delo je stresno, ker... Vse sploh ni stresno. Vse zadnje. Sem bolj samotarski tip in imam rada svoj mir. Kaj bo vam lepše ponedeljkovo jutro? Zagotovo dejstvo, da imam službo, da bi lahko delati. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v studiu je danes z nami Irena, voznica mestnega avtobusa. To delo opravlja že 18 let. Dobro jutro, Irena. Ste kdaj izračunali, koliko kilometrov ste prevozili? Ja, a veste, da sem res? Prevozila sem jih še toliko, kot če bi 10-krat prevožila zemljo. Je vožnja avtobusa posebna odgovornost? Odgovornost je, seveda. Po eni strani voziti 50 km/h po mestu morda res ni nobena umetnost. Moraš pa biti ves čas skoncentriran. Lahko rečem, da na dan profesionalni vozniki preprečimo sigurno 10 prometnih nesreč. Na avtobusu piše, da se je prepovedano pogovarjati z voznikom. Vam ni povedal včasih? Vozim in razmišljam tudi o drugih stvareh. Včasih je zanimivo poslušati kakšne pogovore poetikov. Lahko pa je tudi moteče, ko se na primer mladi na glas smejijo. Takrat vsi vozniki najprej pomislimo, če smo kaj narobe naredili. Ali kdaj kakega potnika spustite na avtobus, tudi če nima vozovnice? Kar nekaj je takšnih. Če me človek tako prosi, ga seveda spustim. Jaz sem voznica. Moja naloga je, da